Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Ferragosto se je za nekatere med nami zaključil, še posebej zaradi tega, ker Ferragosto ni cel dopust, ampak samo 15.8., kar pomeni, da se je zaključil, ker smo dan 17. Za Vesti na vesti gotovi in evo nas zopet v studiu 136. Vrnil pa se je tudi Denis Sarkić, njegova draga je najbrž zelo bentila, ko je s plaže v Tisnem sedel v avto in se odpeljal v Šibenik stat pred bolnišnico, v katero so po sumu možganske kapi pripeljali slovenskega ministra za zdravje Boruta Miklavčiča, za katerega se je dopust prav tako zaključil, saj je z zavračanjem privilegirane obravnave nadaljuje v ljubljanskem kliničnem centru. Sarkić je torej stal pred šibeniško bolnico, kajti dostop novinarjem vanjo ni bil mogoč. Pa da vidimo, kaj je imel za povedati. Novinarji se zbirajo, tukaj vidimo v zadnji kombi televizije Nova. Tamle, kot vidite, je vozilo RTL televizije. Prišli so tudi iz sveta na kanalu A in še nekateri drugi novinarji. Zdravnica pravi, da izjav ne daje in da jih ne bo dajala, saj si tako želi minister. In zgodba je tu za nas končana. Ni pa še zgodba končana za ministra in za njegovo zdravnico tudi ne. Ja, tudi ona ni več na dopustu in zdi se ji nenavadno, da je prišlo do zamašitve manjše arterije v možganskem debulu in posledičnega manjšega infarkta, saj da je minister sicer zdrav in ni imel dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni. Mogoče se pa minister sploh ni potapljal, ampak ga je izčrpalo spremljanje oslovske dirke. Morda je zastavil prikolico na najboljši legi v kampu in je z napetimi vratnimi žilami spodbujal svojega osla. Tekma se je odvila v mestecu Tisno na otoku Murter, blizu Zadra. Evo ga, oboje su skoro prošli. Evo vremena, ovo će biti borba, teška borba. Tako sta se za prvo mesto borila italijanski in hrvaški jahač. Miklavčič je seveda v duhu izboljševanja sosedskih odnosov stavil na hrvaškega osla in res je kazalo, da mu bo uspelo, vendar je hrvaški belec nepričakovano zavil med navijače, kar je italijanski dobro izkoristil. Hrvatska je druga. Ali ovo nije malo vredilo, jer je gospodin pogurao Italijana. Okej. Ja tražim. In tu je našega ministra odneslo. Šla je prikolica v prvi vrsti z razgledom na malo Luko. Žena je že besno odkorakala, on pa se je le še prijel za glavo in omahnil. V izjavah za medije pa je seveda kot vzrok navedeno potapljanje. Seveda se to bolje sliši kot stave na oslovskih dirkah, čeprav je moralo biti res zabavno. In sicer gledati onega osla, ki je tekel za 3. mesto. Denis Sarkić. Pa bodi dovolj o oslih. Pred Beltinškim gradom v Prekmurju so ta konec tedna obeležili 90. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z Matico. Slavnostni govornik proslave je bil predsednik državnega zbora Pavle Gantar, proslavo pa so poimenovali Goristajenje 1919 do 2009. Vsebino pa je zajela iz ustvarjalnega opusa glasbenika in pesnika Vlada Kreslina. Naredil sem ta svet lepote. Ustvaril sem ga za ljudi, zato da mi daruje žrtve, zato da me časti. Za ponižne in za čiste vedno imam dovolj luči. Slovenija, 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 kultura. V Kamniku so načeli drugo polovico festivala Kamfest, ki traja do 22. avgusta. Danes bo ob 17. na sporedu festival uličnih glasbenikov The Rock Street Show. Ob 20. na glavnem odru nastop skupine Sedev, risanka Radia Študent pa na večernem odru ob 22. Sedev smo gostili tudi v Švicu mikrofona. Ni hoči mi zapismi, še pomoč neče.
Somrak, slikar, kipar in lutkar Spodnje Polskave je v soboto na dan Marijinega vnebovzetja na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici izvedel umetniško protestno akcijo Kdo si Irena Majcen in jo poslal v nebo. Irena Majcen pa je njihova županja. S tem se je odzval na ignorantski odnos občine do kulturne in naravne dediščine, saj je ta brez soglasij Zavoda za varstvo kulturne dediščine podrla del drevoreda v Kolodvorski in Čopovi ulici. Letos maja pa sta ulici popolnoma ogoleli. To je moj osebni umetniški odziv na to. Poslušam, s frendi pa znanci, po gostilni se pogovarjamo, nič se ne da, pa to je narobe, ono je narobe. Idemo nekaj narediti, to je pač moj odziv na te stvari. Jaz sem lahko tudi jezen. Sam je treba navdušiti to civilno družbo, preprosto, da se začne zavzemati, kakšno mesto hoče imeti. Še vreme, jesen se nezadržno približuje. Juhu, depresija. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti, ostanite še naprej z nami, z malo sreče, brez tolikan oslov. Adijo, se vidimo, čau. Jutri bomo spet tukaj, za tiste, če